Večina strokovnjakov se danes strinja, da do okužbe z novim koronavirusom pride zaradi vdihavanja drobnih kapljic aerosola, ki ga izdahnejo okuženi posamezniki in ki v zaprtem prostoru lahko vztraja tudi več ur. To je razlog, da je potrebno te prostore prezračevati in da je to ključni način, kako preprečevati širjenje okužbe. Prav zato je tako potrebno prezračevanje prostorov. Da bi to dosegli, so v šolah možni različni pristopi. Prvi način je naravno prezračevanje, ki pa je bistveno intenzivnejše kot pa tisto, na katerega smo navajeni. To pomeni široko odprta vsa okna učilnice 20 minut pred začetkom pouka in po pouku, ter nato še po 5 minut na 20 minut ali pa 10 minut vsak odmor. Zelo priporočljivo je, da prezračenost nadziramo z merjenjem ogljikovega dioksida. Ta mora znašati pod 900 delcev na milijon, v zunanjem zraku na primer znaša 400 delcev na milijon, ampak v slabo prezračenih današnjih učilnicah lahko znaša tudi 2000 ali tudi 4000 delcev na milijon. Druga metoda je namestitev prezračevalnikov v vsako učilnico. K temu se nagiba čedalje večje število držav. Prezračevalnik je naprava, ki s pomočjo posebno gostega HEPA filtra prefiltrira zrak v prostoru nekajkrat na uro, pri čemer odstrani 99% vsega aerosola in tudi večino drugih delcev iz onesnaženega zraka. Tretji in najboljši način, ki je finančno nekoliko zahtevnejši, pa je vgradnja lokalnih prezračevalnikov, ki omogočajo tudi ohranjanje energije in na ta način prihranijo tisto toploto, ki jo izgubimo pri naravnem prezračevanju. Gre za ventilator, ki izganja iztrošen zrak in ga nadomešča s svežim zunanjim zrakom, ki ga obenem tudi filtrira, tako da učenci in dijaki v resnici vdihujejo povsem čist zrak. Skrb za prezračevanje ni samo stvar sedanje epidemije, je tudi skrb za bodoče epidemije in za preprečevanje nevarnosti, ki jih prenaša onesnažen zrak. Ta epidemija nas je naučila, da moramo doseči miselni preskok, da je skrb za čist zrak enako pomembna kot skrb za pitno vodo.